Z nami iz Londona se nam pridružuje Catherine Perez Šagdam. Je strokovnjakinja za Iran, Jemen in radikalna gibanja, prav tako pa je izvršna direktorica pri organizaciji Forum for Foreign Relations. Catherine, ali verjamete, da Iran dejansko namerava dolgoročno spoštovati ta dogovor ali pa si zgolj kupuje čas? Seveda še vedno ne vemo, kaj točno ta dogovor vsebuje. Ampak na splošno, kako vidite, da Iran izvaja ali nadaljuje svojo, obljubo o uničenju Izraela ali širjenju na Bližnjem vzhodu, kot verjamejo nekateri Izraelci? Ne verjamem niti za trenutek, da je ta režim iskren ali da namerava karkoli storiti v smislu sklenitve kakršnega koli dogovora z Ameriko, Izraelom ali komerkoli drugim, če smo iskreni. Poglejte, mislim, da je težava, ki jo imamo, in predlagala bi, da arabske države to upoštevajo, da imamo od trenutka, ko je ta režim uresničil svojo grožnjo, da bo prevzel nadzor nad Hormuško ožino, problem, svetovni problem. Zakaj? Ker ko nekaj naredijo enkrat, bodo to naredili znova. Ugotovili so, da deluje. In kljub obljubam ali grožnjam predsednika Trumpa, kakorkoli želite to gledati, da bo ukrepal in jih prisilil, da odprejo, najprej tega še ni storil. Trajalo je celo večnost. In ne glede na to, koliko vojaške prisotnosti je bilo v regiji, to ni premaknilo stvari niti za 5. In to bi nas moralo res skrbeti. Ta režim razume eno stvar, že sem to povedala in bom povedala še enkrat. Moč in nasilje, žal. To je jezik, ki ga ta režim razume in govori. Dokler ne bomo razumeli, da jih moramo udariti tako močno, kot oni poskušajo udariti nas in so nas že udarili. Ne bo delovalo. S terorjem se ni mogoče pogajati. In to je z veliko začetnico T. Zato ne razumem, zakaj še vedno vodimo te pogovore, še posebej v Washingtonu, kjer si domišljajo, da bi lahko nekdo dobil Nobelovo nagrado za mir na podlagi dogovora z Iranom. Ni dogovora, ki bi ga lahko posredovali, ker se ne bi držali pogojev tega dogovora. Ne danes, ne jutri, nikoli. Saj kar zadeva jedrsko vprašanje, je Trumpova administracija vedno kritizirala JCPOA in dogovor Baracka Obame. Ali je Trump tukaj storil enako, ali pa je kaj boljše, ko gre za začasno ustavitev? Naprimer, trenutno govorimo o trajni omejitvi, koliko lahko Iran bogati uran, ko govorimo tudi o morebitni razgradnji nekaterih objektov, ali je Trump samo preložil problem na kasnejši čas? Ampak kaj to pomeni? Veste, ko reče, da bo prepovedano za vekomaj, no, dokler ne pride naslednji predsednik. Torej, mislim, kakšna je vrednost dogovora, če oseba, ki sedi nasproti vas, ni iskrena ali nima namena ali razumevanja, kaj pomeni mir. Pogovarjamo se z ljudmi, ki verjamejo, da je bil 7. oktober velika zmaga za človeštvo. Torej, kako sploh lahko začnemo stavek, ki bi vseboval besedo mir? Čemu sploh osebno? Ne morem. Ne morem jamčiti za nič od tega. Mislim, da je to smešno. Mislim, da je bil JCPOA katastrofa. Ta dogovor je katastrofa, le da ima različne barve. In tokrat ga je izpogajal gospod Trump. Torej, rekla bi, če bi govoril z nekom drugim, bi verjela v to, ampak ne verjamem, ker gre za režim. Torej, če upoštevamo tudi to, da danes vodi vse ISGC, kakšno upanje imamo, da bomo imeli vsaj nekaj podobnega normalnosti? To se nikoli ne bo zgodilo. Edina možnost. In pozabljamo na največje žrtve v tej zgodbi, Irance. 92 milijonov Irancev je tvegalo za nas. Ko rečem nas, mislim na nas vse po svetu, glede na našo željo, da bi ta režim izginil. Ti ljudje bodo zdaj morali plačati visoko ceno, ne glede na to, da se pravzaprav ne ukvarjamo z odškodninami zaradi napadov na Kuvajt, Bahrajn, Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate. Ti ljudje, predstavljam si, tisti civilisti, ki so bili prizadeti in so morda umrli, ker ne vem, koliko ljudi je umrlo, veliko ljudi je bilo ranjenih. Kaj počnemo v smislu odškodnin? Ali jim obljubljamo, da se to ne bo več ponovilo? Ali pa čakamo na naslednjega ajatolo, da pride in odloči, da bo danes dan, ko bomo to ponovili? In kako zaskrbljen bi moral biti Izrael zaradi tega dogovora in kako naj se pravzaprav spopade s katerimkoli prihodnjim predsednikom ali s tem predsednikom, tudi ko gre za Iran in tudi Hezbolah? Poglejte, povedala bom nekaj, kar je morda zelo nepriljubljeno, ampak verjamem, da je čas, da se Izrael osvobodi in naredi tisto, kar mora narediti, ker nihče drug ne skrbi za naše najboljše interese. In mislim, da se najbolje počutimo le v naši skupnosti in naši diaspori. In mislim, da je čas, da se Judje po vsem svetu stopijo skupaj za Izrael, ne glede na to, ali jim je ta predsednik vlade všeč ali ne.
To ni bistvo. Bistvo je, da smo grožnja, eksistenčna grožnja. Izganjajo nas iz Evrope, izganjajo nas iz Združenega kraljestva. Ljudje bodo rekli, da še ni tako hudo, jaz pa že slišim piščalko. Najlepša hvala. Vidim, da predsedniki vlad in predsedniki po vsem svetu niso preveč zaskrbljeni glede tega, kaj se zgodi z njihovimi Judi, bodisi v Izraelu ali doma. Zato moramo narediti tisto, kar je dobro za nas. To pomeni, da se moramo podpreti, narediti tisto, kar najbolje znamo, zaščititi drug drugega in storiti, kar moramo, ne glede na to, kaj si svet misli o nas. Ker iskreno povedano, raje bi še en dan dihala in bila zelo nepriljubljena, kot pa da ne bi dihala in bi bila, veste, razglašena za junakinjo ali mirovnico. Ni mi mar. Ni mi mar. Preveč judovske krvi je bilo že prelito. Ne pravim, naj drugi krvavijo zame, ampak rada bi, da naši nehajo krvaveti. Torej moramo znova storiti nekaj, kar ni priljubljeno. Ampak smo tega vajeni. Ne marajo nas? In mislim, da se moramo znebiti te predstave, da bomo morda, če bomo igrali po njihovih pravilih, priljubljeni. Ni pomembno, ali smo priljubljeni. Nikoli ne bomo priljubljeni. Bodimo iskreni. Želim si, da bi se nas bali. V smislu, da če nas udarijo in to močno, lahko udarimo nazaj enako močno ali še močneje.